Kar se je dogajalo in se še dogaja v ozadju skoraj 2 leti trajajočih postopkov priprave, usklajevanj in sprejemanja predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki so povsem zaobšli mnenje, dileme in opozorila klinične stroke, je nedopustno. S takšnim pristopom želijo interesne skupine skupaj s politiko v prihodnje spreminjati ter svojim željam in hotenjem prikrojevati družbene okvire, kar pa je nesprejemljivo zlasti tedaj, ko gre za zdravje, v konkretnem primeru za duševno zdravje in zagotavljanje čim optimalnejše obravnave. Kako ste pri peripetijah z omenjenim zakonom doživljali popolno obstrukcijo stroke in kakšna je bila pri tem po vaši oceni vloga odgovornih na Ministrstvu za zdravje? V bistvu je v tem pravzaprav 3. letu, ko se začenja s tem poletjem, ves čas občutek izjemne nemoči. V bistvu vsi argumenti so bili absolutno preslišani, najprej na sami delovni skupini okrog zakona, potem absolutno na ministrstvu in sedaj na veliko razočaranje tudi v politiki, tako da ko smo v bistvu navajali strokovne in samo strokovne argumente, se je te vedno na nek način omalovaževalo, obrnilo v neke teze o tem, da smo nesodelujoči, da se ne želimo pogovarjati z drugo stranjo, da si želimo ohraniti nek svoj teritorij, kar pravzaprav je čista laž. Mi od samega začetka pripovedujemo o tem, da gre za 2 popolnoma različni stvari, ki bi se morali urediti vzporedno. In ko imamo zadosti dobro razločene stopnje obravnave, potem je seveda možno sodelovanje, prej v zmešnjavi pa nikakor. Tako da absolutna nemoč in v bistvu izjemna aroganca, izjemno nespoštovanje ljudi, ki smo pravzaprav odsedeli svoje življenje v psihoterapevtskih ambulantah, tako da smo ogorčeni nad kolegico, ki je ta zakon zasnovala, nad njenimi sodelavci, nad ministrico, vlado, ki smo jo marsikateri od nas tudi volili in seveda tudi bi želeli, da širša javnost se bolj jasno postavi za svoje pravice in ne drvi v Ameriko. Vsekakor je zanimivo in tudi povedno, da ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel trdi, da je bil predlog zakona v širokem procesu usklajevanja in da v najboljši možni meri zajema ureditev področja, s čimer pa se ne strinjate ne klinični psihologi, psihiatri in pedopsihiatri, niti medicinska in pedagoška stroka nasploh. Kaj se torej skriva v ozadju? Ja, to je veliko vprašanje, kaj se skriva v ozadju. Tako da to nas vse zanima. Imamo ves čas zelo slab občutek in pravzaprav smo zgroženi nad tem, da pravzaprav ni bilo mogoče neposredno komunicirati niti z ministrico, niti ni slišala svojih posvetovalnih organov, kar so republiški strokovni kolegiji. Ko smo predstavili svojo zagato širši medicinski stroki, so prepoznali nevarnost močnega padanja kriterijev za obravnavo v zdravstvu. Se pravi, najprej smo domnevali, da bodo zelo pocenili sistem, da bodo pravzaprav uvedli slabo izobražene ljudi, ki jih bodo seveda slabše plačali od strokovnjakov, ki sedaj to delamo, pa se je izkazalo, da niti ne, da v resnici niti niso toliko nižje vrednoteni, tako da niti ne gre samo za to, da se znižujejo finančna sredstva, je pa za celotno medicino še kar strašljivo, če se bodo začeli vendarle
izobrazbeni in strokovni kriteriji nižati, ker potem smo v resnici vsi ogroženi. In v bistvu zdravstvo samo po sebi mora biti konzervativna stroka. Mi moramo dopuščati nove vstope, metod in načinov dela z veliko previdnostjo. To so na nek način poskusi na ljudeh, ki morajo biti na nek način narejeni na podlagi odgovornosti, ne na podlagi občutkov in idej. Tako da občutek in ideja, da je duševno zdravje in mentalno zdravje nekaj manj pomembnega in bodo škode manjše in manj vidne in je to kot nek poskus, a je možno razsuti visoki nivo slovenskega zdravstva, se nam zdi skrajno nesprejemljiv, žaljiv in do naše stroke popolnoma nespoštljiv, tako da smo ogorčeni. Zanima me, kako po strokovni, deontološki in tudi etični plati ocenjujete ravnanje tistih kolegov, ki so sodelovali pri pripravi spornega zakona. Kako ocenjujete pristop zdaj že nekdanje članice ministričinega kabineta, doktorice Mojce Zvezdane Drnovšek in drugih članov delovne skupine, ki so predlagani zakon pripravili in mu okvirili tako, da so poskušali nesprejemljivo znižati uveljavljene strokovne standarde na tem področju, obenem pa poskrbeti za ureditev tega področja tako, da bi vrata v zdravstvo in v skrb za zdravje obolelih na široko odprli zasebnim interesom, zasebnim fakultetam. Vodenje ene od takšnih je pred nekaj dnevi prevzela kot dekanja prav dr. Drnovškova kot glavna pogonska sila za sprejetje pravzaprav vsesplošno kritiziranega zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Saj ste v resnici že sami odgovorili, a ne, to je pravzaprav nesprejemljivo. Ves ta čas v resnici ni komunicirala z nami. Menim, da na podlagi mnogih osebnih zamer, ki jih sama sicer ne poznam, ker nisem bila prisotna v kliniki in drugih inštitucijah, v katerih je prišla v kontakt s kolegi, je pa tudi najna komunikacija v zvezi z zakonom tekla predvsem na izjemno emocionalni in niti slučajno strokovni ravni. Psihoterapijo kot metodo zdravljenja namreč delamo v Sloveniji od 60 let in od 60 let naprej imamo izobraževanja, ki tečejo znotraj stroke kot specialistična podiplomska stopnja izobraževanja. In vsi ti očitki, da bo neke vrste akademizacija to kakorkoli spremenila ali prinesla dvig kvalitete, je v resnici izredna manipulacija. Tako da njeni kontakti z vsemi deležniki druge strani so bili ves čas jasni, na čem temeljijo. Ne bom špekulirala, vsekakor pa, če se ti skoraj nihče od kolegov ne more javno pridružiti, je potem to neko vprašanje, ki bi moralo politiko malce zaskrbeti. Res pa je, da so do sedaj menili, da je ona predstavnica stroke, kar formalno je, vsebinsko pa absolutno ne, ker s tistimi, ki smo na nek način deležniki in tudi nasledniki začetnikov psihoterapije v Sloveniji sploh ne komunicira. V resnih državah bi takšnemu dogajanju, zaznamovanemu s konfliktom interesov, odsotnostjo integritete, zlorabo položaja, namerno obstrukcijo stroke in konec koncev popolno blamažo politike, ki še vedno vztraja pri sprejetju slabega zakona, sledil niz odstopov. Pri nas smo lahko zaznali zgolj nekaj posuvanja s pepelom in koalicijski zamik zakonodajnega odločanja o spornem zakonu, ki mu je SD po zadnjih dogodkih odtegnil dosedanjo podporo na jesenski čas.
oziroma v resnici se nakazuje še ena sprememba. Zato bi vas v tem kontekstu vprašala, se vam zdi, da je pri tako simptomatičnem dogajanju, ki pušča izrazit odtis na javnem zdravstvu, to res dovolj? Seveda, da ne, te salte, ki jih nepretrgoma izvajajo, so ena sama manipulacija, tako da ravno danes zjutraj se je pokazalo, da zakon gre na izredno sejo, tako da je sprenevedanje politike, Ministrstva za zdravje, ministrice in profesor Donovškove izjemno. In v bistvu je za tiste, ki smo še iz starih časov, jasno, da je ideja, da gremo se osamosvajati zato, da gremo stran od balkanskih manir, bila čista iluzija. Balkanske manire so tako globoko v nas, da bi komot ostali v Jugoslaviji in se tam sami sebi pripovedovali zgodbico o poštenih, močnih, pametnih, bistrih, nekorumpiranih. Tako da zdaj pa seveda odigravamo balkansko politiko, balkansko mentaliteto in ploskamo tistim, ki se znajdejo. Tako da sploh ne dvomim, da bo zakon sprejet, ne dvomim, da imamo novo dekanico, ki ne dela psihoterapije, pa nas bo vse učila. Ne dvomim, da klerikaliziramo družbo preko Levice, SD-ja in Svobode in ne dvomim, da smo ljudje, ki si ne zaslužimo svoje države. Ob tem lahko omeniva še to, Komisija za preprečevanje korupcije je o nastali situaciji sicer res da obveščena, a zdi se, da bomo tudi v tem primeru, tudi tokrat, priča sindromu brezzobega tigra. Vprašanje, če je res obveščena. Tako da nisem prepričana ob dogajanju ob tem zakonu, da je sploh kaj res. Tako da nisem prepričana, da je obveščena in res pa je, da ko smo mi v obdobju javne razprave hodili do poslancev, smo bili redno prijavljeni na KPK, ki si je z nami naredila kar veliko posla. Tako da tudi to, a nekoga KPK pogleda in koga ne, je najbrž tako en občutek, da pravzaprav razpada država, da razpada odgovornost in da smo pravzaprav samo še en majhen skupek plenilcev, ki poskušajo drug drugemu vzeti plen, in to je nekaj, kar je ob tem zakonu simptomatsko in kaže tudi na, to je samo vzorec, ki kaže na celotno družbo. Najprej se je v resnici razprodalo vse, kar je bilo na nek način skupno in na čemer bi lahko delali tisto našo zaželeno Švico, sedaj razprodajajo še javno šolstvo in zdravstvo, tako da težko je ob tem biti tiho in težko je biti ob tem neprizadet, posebej, ko ti uničujejo tvojo lastno hišo. Kakšen pa je vaš predlog glede ureditve področja psihoterapevtske dejavnosti tako, da zakonodaja ne bi bila prepredena z zankami in luknjami, ki bi tudi v zdravstveni sferi omogočale delovanje nepreverjenih praks, obolele pa izpostavljale možnostim zlorabe in nekakovostne obravnave, ki lahko bolj škodi kot koristi. In kako to pravzaprav uskladiti z vizijo resornega ministrstva, ki si, kot je ob zadnjem dogodku znova poudarila resorna ministrica, prizadeva za urejen, pravičen in dobro delujoč javni zdravstveni sistem z visoko stopnjo integritete. To bi bilo super, tudi s tem se vsi strinjamo, samo floskule so premalo, da bi se tako kompleksne stvari rešile. Začele so se težave, ko je nekdo, ki je bil na nek način tudi odpadnik ali pa se ni strinjal za samo psihiatrijo kot tako, ustanovil svojo fakulteto, ki pravzaprav nikoli ni bila priznana in je masovno produciral svoje nove kadre. Ob tem se seveda predstavlja kot psihiater po potrebi, obenem pa seveda globoko ruši in podira zaupanje naših bolnikov v
uradno psihiatrijo, ki kot redno in ne ločljivo metodo dela uporablja psihoterapijo. In na drugi strani se je skonstruirala relacijska družinska terapija na Teološki fakulteti. Če pogledamo pa njihov predmetnik, seveda smo prepričani, da to spada v neko območje, kjer ljudje prihajajo in vejo, da so pravzaprav pripadniki neke verskega prepričanja. Vsi ostali, ki tega prepričanja ne delijo ali so pripadniki nekih drugih ver, se pa ob teh terapevtih znajdejo v resni zagati, kar nam kaže njihov predmetnik. In oboji so ves čas producirali veliko maso ljudi, ki smo jim mi na samem začetku tega zakona pravzaprav pričakovali, da bodo se poimenovali drugače. Na tem imenu psihoterapevti vztrajajo in smo mi šli v neke vrste kompromis in rečemo, ok, lahko si rečejo psihoterapevti, ampak njihovo delo psihoterapije je popolnoma drugačno od klinične psihoterapije, ki se izvaja znotraj 3 poklicev, ki imajo popolnoma drugačno bazo in povezujejo to metodo z drugačnim načinom same obravnave ljudi, ki se obrnejo na zdravstveni sistem. Tako da za nas to ni poklic, za nas je to metoda dela. Da se te dve popolnoma različni stvari uredita, bi bilo važno, da se odločijo vrniti na izhodišče in da razumejo, da to ne more biti zdravstveni poklic in zdravstvena zakonodaja kot taka je bila ves čas izgovor, da bodo preko zdravstvene zakonodaje, inšpekcij in tega, da bodo delali ti psihoterapevti ob ostalih 3 poklicih in da bo zaradi tega zagotovljena varnost, je napačno izhodišče. Mi menimo, da je seveda psihoterapijo, kakršna je na trgu, absolutno potrebno urediti, da se loči te ljudi, ki vendarle imajo neko izobrazbo, od tistih, ki so psihoterapevti po navdihu ali zato, ker so naredili neke hitre tečaje in potem izvajajo neke zelo sporne metode in seveda ljudje ne morejo točno vedeti, komu pridejo na trgu in je ta razločitev važna. Tako da mi smo ves čas trdno na stališču, da je treba psihoterapijo na trgu urediti, da jo naj uredijo izven zdravstva in da v tej točki seveda postane to tudi točka, kjer lahko stopenjsko se ljudje obračajo. Tisti, ki prihajajo zdaj v zdravstvo, čutijo, da potrebujejo zdravstvene delavce. Tisti, ki grejo na trg, se jim zdi, da njihova motnja ni taka, da bi želeli vstopati v psihiatrično ali klinično psihološko ambulanto. Tako da ta ločitev bi bila pravzaprav rešitev in je nujna in mi jo ves čas zagovarjamo in ne vidimo druge možnosti. Vse ostalo je pravzaprav smer, ki bo naredila kar veliko pogubo za bolnike, ker se ne bodo več znašli niti kam se obrniti, niti k komu bodo prišli. Precej zavajajoče pa se zdi pravzaprav tudi poudarjanje, da ima predlagani zakon o psihoterapevtski dejavnosti podporo pacientov, čeprav vemo, da številna združenja rešitvam vsebovanih v predlogu zakona odločno nasprotujejo. Dobro namreč vedo, da je strokovno pomoč kliničnih psihologov, pedopsihiatrov, psihiatrov obolelemu pogojena z multidisciplinarnim sodelovanjem, z usklajevanjem s predstavniki drugih strok, ki zdravijo osnovno bolezen in zaplete, ki jih ta prinaša. Po rešitvah, ki jih prinaša omenjeni zakon, pa ne bi bilo tako. Ja, seveda v bistvu je najbrž zelo važno, da bi lahko razumeli razmejitve, ki jih
dobimo za neko izobrazbo. Nekoč je bila nevropsihiatrija in potem sta te specialnosti razpadli in psihiatri, kljub temu, da krožimo nekaj na nevrologiji, dobro vemo, da nismo usposobljeni za nevrološko medicino in se torej ne čutimo nikakor kompetentni, da bi kolegom nevrologom kakorkoli jih nadomeščali ali kakorkoli stopali na teren, ki ga ne poznamo. Ta razdelitev, ki je nujna, smiselna in je namenjena pravzaprav bolnikom, pa tudi nam izvajalcem, da ostanemo na varnem terenu, je nujna. Zdaj, jaz iz svoje prakse lahko povem, da je vsaj 10 mojih bolnikov reklo, a želite, da se kje oglasim, se lahko. In to je nekaj, kar rečeš, o bog, nikakor, zaradi tega, ker to absolutno takoj podre temeljni terapevtski odnos in izrabljati svoje bolnike za kakršenkoli namen je nekaj, kar je do konca etično sporno. Tako da jasno je, da psihiatrija in klinična psihologija ima velik del ljudi, ki hodijo k tam in so s tem, kaj mi lahko dosežemo za njihovo blagostanje, nezadovoljni. Zdravila so tam, kjer so predpisana, potrebna in nikoli niso nekaj, kar je enostavno in fino jemati. Kronična bolezen, posebej duševna, pa je lahko to v smislu bolezni ali hujše motnje, je nekaj, kar si najmanj želimo. Ljudje najmanj verjamejo, da je težko in tudi najmanj objektivno lahko predstavimo to situacijo. Tako da vse te kritike, ki letijo na uradno zdravstveno stroko, so popolnoma razumljive in v bistvu je nesmiselno na njih tudi odreagirati. Lahko pa povemo jasno in glasno, da nikoli ne bomo in nismo ne po Facebooku in ne pred novinarji aktivirali tistih bolnikov, ki bi za nas povedali, da leta in leta sedimo z njimi v poglobljenih ali zgolj suportivnih oblikah psihoterapije, ampak z strokovno in človeško integriteto lahko povem, da velik del nas to počne. Vedno bo nekaj psihiatrov, ki so eksperti na farmakološkem področju in so izjemno dragoceni in ljudje vejo, k komu se obračajo, kdo uporablja katero vrsto psihoterapevtske metode in kdo je ekspert zgolj za farmakoterapijo, ampak to je nekaj, kar nas kot stroko bogati, ni razlog za to, da bi se razvrednotilo psihoterapijo znotraj delujočega zdravstvenega sistema, ki je mimogrede dovolj dober. Ga seveda lahko popravljamo, to je gotovo vedno naš cilj. Številke, ki so problematične za politiko, so čakalne dobe, so naraščajoče številke kriz pri mladostnikih in otrokih, ampak z resolucijo, ki je bila sprejeta in je sredi pravzaprav izvajanja in obeta v zelo kratkem dovolj veliko število strokovnjakov, bi lahko te potrebe popolnoma izpolnili. Tako da že dolgo pedopsihiatri čakajo na drugega pedopsihiatra znotraj timov in to bi rešilo velik del čakalnih dob. Tako da politika lahko odobri samo to in bo že naredila zelo veliko za zmanjšanje čakalne dobe, predvsem pri otrocih. Tu so se stvari vendarle začele odvijati v pravo smer, kaj ne? Absolutno. Potem pa se pravzaprav človek vpraša,
Kaj bo zdaj? Koalicija trenutno napoveduje, da bo z odpravo anomalij pri omenjenem zakonu, pri njegovi vsebini zagotovljena tudi njegova uporabna vrednost, ki naj bi izboljšala dostopnost do tovrstnih storitev. Verjamete, da bo res tako? Če gre že sedaj v izredno obravnavo, bo šel seveda čez parlament takšen, kot je, in takšen, kot je skrpucalo. Tako da rečejo tudi tisti politiki, ki so ga soustvarjali skozi zmedo amandmajev, da vejo, da ni dober, da nekje je treba začeti, da želijo presekati gordijski vozel konfliktov med zdravstveno stroko in ostalimi zelo zainteresiranimi za ta zakon. In potem, ko se bo videlo, kje bo šlo narobe, bodo pač popravljali, kar je seveda absolutno nerešljivo, ker bodo naredili nove in nove zanke, iz katerih se pravzaprav psihoterapija več ne bo izvila. Kje je eden osnovnih problemov? Ko bo rečeno pavšalno psihoterapija na napotnice za vse, pomeni zelo podobno, kot je profesor Ihan povedal. V nekem obdobju imamo vsi potrebo po fizioterapiji, zato ker smo pač starejši in imamo neke težave. Ko gremo v čakalno vrsto za fizioterapijo, tisti, ki nas samo nekaj boli in tišči, bomo seveda te čakalne vrste popolnoma zamašili. Vsi tisti, ki fizioterapijo rabijo nemudoma, zato ker so imeli ali prometno nesrečo ali neko poškodbo ali resnejšo bolezen, so v isti čakalni vrsti in ti ljudje si zdaj plačujejo fizioterapijo. Identično bo s psihoterapijo. Čisto vsak, tudi je seveda ta diskurs, vsak potrebuje psihoterapijo, vsak potrebuje koga, s komer se pogovori, sploh sedaj, ko družba razpada, ko razpadajo družine, ko razpadajo kolektivi, razpadajo partnerstva, je jasno, da vsak potrebuje nekoga, s komer se pogovori. In vsi ti bodo šli v čakalne vrste in naše čakalne vrste bodo zamašene do konca. Garantiramo vam lahko, da tisti, ki zares potrebujejo psihoterapijo ali psihiatrično obravnavo, niso zadosti asertivni, da bi se prebili čez te vrste, čakajo že tako predolgo in v bistvu bodo na vsak način ogroženi. Ali se bo začela višati se bodo začele višati posledice slabo obravnavanih resnih psiholoških motenj, ali bodo pa seveda ti ljudje začeli vzporedno plačevati psihoterapijo oziroma psihiatrijo ali klinično psihološko dejavnost, zato ker ne bodo prišli po redni poti, tako da tu not vidimo eno velikansko zmešnjavo. Sama sem vključena v en študij v Ameriki, spletni, kjer je sedaj največji problem to, da psihoterapevti ostajajo brez dela, ljudje ne prihajajo več na psihoterapijo oziroma nimajo več denarja za psihoterapijo in v bistvu se sprašujejo vsi ti na tak način podoben, kot pri nas formirani psihoterapevti, kaj jih čaka, a ne? Tako da menim, da vsi ti, ki se jim tako zelo mudi priti zdaj v zdravstveni sistem, dobro vejo, kakšen je trend psihoterapije čez nekaj let. Bo to nekaj, kar ne bo potrebno čisto vsakemu oziroma si tega ljudje ne bodo mogli privoščiti in na nek način je sedaj želje zasesti še ta delovna mesta v novo odprtih centrih za duševno zdravje in seveda še izobraževati maso teh ljudi, ki zaenkrat jahajo na tem modernem valu psihopop pomočnikov in to je pravzaprav en tak moderen trend, ki je izjemno škodljiv resni stroki, tako da do njega zavzemamo absolutno distanco in se s tem ne strinjamo.